Oj, otroci, zopet je sreda, na čisto običajen dan. Današnja zgodbica nosi naslov Čisto običajen dan. Kakšen pa je čisto običajen dan? To je pač tisti dan, ko si zvečer, ko ležeš v posteljo, rečeš: ta dan ni bil nič posebnega. V mislih preletiš, kaj se ti je zgodilo, in ko ugotoviš, da je nič posebnega, miru zaspiš in morda sanjaš o čem lepem ali razburljivem. Zjutraj, ko je sonce pokukalo v Petrovo sobo, je še Peter spal kot polh. A ko je sonce posvetilo vsak kotiček njegove sobe in pregnalo še zadnji odtenek mraka, ga je malo požgečkalo po licu, se ustavilo na njegovem nosu in ko se je prikradlo še pod veke, se je Peter pretegnil, si pomel oči in pomežiknil soncu. Pomislil je: danes mora biti drugačen dan kot včeraj. Danes se mora zgoditi nekaj zanimivega, saj so počitnice, da ne bo spet čisto običajen dan. Skočil je iz postelje, pograbil kratke hlače in majico, se v kopalnici na hitro umil in še hitreje pojedel zajtrk, ki ga je čakal v kuhinji. Danes je bil sam doma. Mama in oče sta bila v službi in sta Petru zaupala, da je lahko sam. Ko je že skoraj odšel ven pred hišo, se je spomnil, da mora poklicati mamo, ker je bil pač takšen dogovor. Po kratkem pogovoru z mamo, ko ji je obljubil, da bo priden, da si bo vzel za jest in da bo naredil vse tako, kot je prav, je stekel ven in pogledal po ulici gor in dol, če je morda kateri od njegovih prijateljev že prilezel iz postelje. Ulica je bila še tiha in mirna, zato se je usedel na gugalnico in razmišljal, kaj naj počne. Kdo ve, kako dolgo bi še razmišljal, če ne bi zaslišal mjavkanja. Skočil je iz gugalnice in prisluhnil, od kod prihaja. V travi ob cesti je zagledal malo muco, ki je boječe mjavkala. Usedel se je poleg nje in jo narahlo pobožal. Njene mame ni bilo nikjer. Pojma ni imel, od kod se je vzela. Muca mu je počasi zlezla v naročje in se stisnila k Petru. Peter jo je opazoval in bil navdušen nad njeno svilnato dlako. Bila je tigrasta muca s čudovitimi zelenimi očmi. Mala muca se je pri Petru dobro počutila in ob njegovem božanju zaspala. Negibno je sedel in tuhtal. Pripraviti moram posteljo. Kaj pa naj dam za jesti? Kaj pa, če bi poiskal njeno mamo? Saj je še tako majhna, da verjetno pije mleko pri svoji mami. Na srečo je prišel iz hiše prijatelj Svit, nato še Anže in Rok. Vsi so občudovali malo tigrico, a nihče ni vedel, od kod se je vzela. Naredili so načrt. Rok je tekel domov po košaro, Svit se je spomnil, da ima mehko blazinico, ki jo bodo dali v košaro, Anže pa je prinesel mleko v skodelici. Peter je potrpežljivo varoval spečo tigrico v svojem naročju. Po mojem bi ji morali dati ime, je rekel Rok. Saj ga že ima, je odgovoril Peter. Ves čas ji že vsi rečemo tigrica. In ko je izrekel pravkar dano ime, se je muca prebudila in zamjavkala. Peter jo je narahlo položil v košarico in ji ponudil mleko. A tigrica je bila še premajhna in ni znala piti iz skodelice. Poskusili so vse mogoče,
a ni in ni šlo. Takrat je prišla po cesti teta Mara, ki v resnici ni bila od nikogar teta, a vsi v ulici so jo poznali in so jo tako klicali. Ko je videla, da imajo čisto majhno muco in da bi jo radi nahranili, je rekla: tako ne bo šlo. Res ne? Naj eden od vas steče do Minine hiše in jo vpraša, če še ima stekleničko od svojega dojenčka, s katerim se je tako rada igrala. Anžetu ni bilo treba dvakrat reči. Stekel je do Mine in čez nekaj minut sta bila nazaj z malo stekleničko za mleko. Teta Mara je prijela stekleničko, jo napolnila z mlekom, Peter pa je prijel tigrico in jo začel hraniti po steklenički. Tigrica je vsa zadovoljna spila vse mleko in ko se je dodobra najedla, je zaspala. Vsi so si oddahnili, ker je bila tigrica sita. Zahvalili so se teti Mari za pomoč, ona pa zadovoljna, ker je storila zopet nekaj dobrega, odšla naprej po ulici. Prijatelji so se dogovorili, da jo bodo izmenično čuvali, da bodo lahko šli drug za drugim na kosilo, ker tigrice pač niso mogli pustiti same. Peter je pojedel svoje kosilo še hitreje kot zajtrk. Na hitro je poklical mamo in ji povedal, da je sit in da je doma vse okej. In že je bil zunaj. Vse do takrat, ko so starši vseh otrok začeli prihajati iz službe, se niso premaknili od male muce. Petrova mama, ki je prav tako prišla iz službe, se je počasi približala skupini v travi, mislila je, da se kaj igrajo, ampak ko je prišla blizu, je videla, da so vsi okoli male muce. Ko jo je Peter zagledal, je rekel: mami, to je naša mala tigrica, od vseh nas, a najbolj je moja, ker sem jo jaz našel. A tako je rekla mama. Na srečo pa je bila tudi njej všeč in tako je mala tigrica ostala pri Petru. Zvečer si je dal Peter košarico s pečjo muco ob posteljo in ko ga je prišla mama objet za lahko noč, je Peter rekel: ne morem verjeti, da se lahko čisto običajen dan spremeni v prav poseben dan in to samo zaradi male izgubljene muce. Tako, otroci, tudi vi si običajne dni spreminjajte v posebne, s tem, da počnete nekaj, kar delate radi in se pri tem zabavate. Tako, to je za danes vse. Če vam je bila zgodbica všeč, jo všečkajte in se naročite na kanal Metka Paštetka. Oj!